Takole, zadnjič ste imeli nekaj vaj, ker ni rešitev, bom zdaj 2 ali pa 3 naloge rešila, potem pa bomo videli, kako bo. Takole, pač prvo pa drugo bomo vsak en primer, ostalo gre podobno. Na primer, poišči največji skupni delitelj števil. Pa dajmo tole, 120 pa 24. Zdaj najlažje je pač, da gremo zdaj za drugim poskusom, to je tisti, ko damo na razcep na praštevila. Se pravi, poskusimo zdaj 120 razcepiti na praštevila. Deljeno z 2 je 60, deljeno z 2 je 30, deljeno z 2 je 15, deljeno s 3 je 5, pa s 5 je 1. Se pravi, 120 lahko zapišemo kot 2 na 3 krat 3 krat 5. Potem imamo še pa 24. 24 pa delimo z 2 pa dobimo 12, pa delimo z 2 pa dobimo 6, pa delimo z 2 pa dobimo 3, pa delimo s 3, pa dobimo 1. Se pravi, 24 lahko pa zapišemo kot 2 na 3 krat 3. Za največji skupni delitelj števil 120 pa 24 moramo vzeti vse skupne potence in tiste potence, ki imata isto osnovo, vzamemo največjega, pač tistega, ki je skupni, ne. Zdaj, če pogledamo potenco števila 2, sta obe na 3, vzamemo 2 na 3. Če pogledamo 3, je to 3 na 1, 3 na 1, vzamemo 3. Petka pa ni v drugem primeru, se pravi, ne moramo vzeti, ni skupna. Zdaj pa to zračunamo, dobimo 8 krat 3 je kar 24, ne. Okej, se pravi, največji skupni delitelj 120 in 24 je toliko. Pa poglejmo še zdaj eno z Evklidovim algoritmom. Recimo, pa dajmo tole 720 deljeno s 300. Zraven sem si pripravila kalkulator, bomo mogoče poskusili potem, mislim, bom zraven še malo s kalkulatorjem, da vidite, kako računate si to, da približno veste, ne. Se pravi, iščemo zdaj največji skupni delitelj med 720 pa 300. Koliko je, ne? In zdaj napišemo večje število, se pravi 720 je nekajkrat manjše število plus koliko ostane. Da dobimo, kolikokrat gre v 720 300, v resnici moramo reči 720 deljeno s 300. In, gre 2,4-krat, ne, ena ničla mi je šla preveč, se pravi, da gre 2-krat noter. Tako, zdaj pa 2 krat 300 je 600 in zdaj moramo, ne, od 720 bi bilo prej, če bi peš, ne, moramo odšteti 2 krat po 300. 720, to je pa 600. Je. In nam ostane 120. Vidite, včasih je boljše, da kar z glave to delamo, ne. Zdaj pa pogledamo, zdaj pa naprej napišemo pa 300 je nekajkrat 120 plus koliko, ne. 120 v 300 gre 2-krat tudi, ne. To je 2 krat 120 je 240 in ostane 60 do 300. Zdaj pa vzamemo te dve, se pravi 120 je
koliko krat 60 plus koliko, ne? 120 je 2 krat 60, ampak to se pa zdaj izide, ne? In tukajle dobimo, da je 0. Koliko je zdaj naš skupni delitelj? Naš skupni delitelj je 60. Dobro, no, saj te naloge so bile po moje dokaj enostavne, tako da jih lahko še same si malo te do konca pogledate. Če je pa kako vprašanje, boste pa tako vprašale na skupni vsebini, ne.